Pogled v znanost. Pred slabim desetletjem je izšla knjiga 3 botanikov o endemični rastlini Fleischmannov rebrinec. Gre za dragocenost botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, najstarejše akademske ustanove pri nas, ki so jo ustanovili leta 1810 v tedanjem glavnem mestu francoske politične tvorbe Ilirske province Ljubljana. Pred dobrim desetletjem smo v tej oddaji predvajali reportažni zapis z učne poti 2 predanih vrtnarjev in botanikov o ekologiji ljubljanskega grajskega griča, na katerem so v prvi polovici 19. stoletja našli ta skoraj že izumrli rebrinec. Pred uvozom krompirja v Evropo iz Amerike, eno od temeljnih gomoljnih jedi evropskih množic. Na njegovih pobočjih se je našlo preživele primere, za katere je od takrat skrbela ta akademska ustanova, ki ohranja tudi avtohtone in izumrtju zapisane rastlinske primerke. Po predstavitvi knjige leta 2017 smo posneli pogovor s 3 avtorji, z vodjo vrta, dr. Jožetom Bavconom, njegovo asistentko, ki je medtem postala že doktorica znanosti, Blanko Ravnjak, in s pred nekaj leti preminulo botaničarko iz Narodnega muzeja Slovenije, doktorico Nado Praprotnik. Slednja je tudi začela pripovedovati o historiatu skrbi za endemično rastlino Fleischmannov rebrinec. Vabljeni. Ja, Fleischmannov rebrinec so našli v 30 letih 19. stoletja. Našel ga je Andrej Fleischmann. To je bil dolgoletni vrtnar v Ljubljanskem botaničnem vrtu. V vrtu je preživel 48 let, bil je še celo vodja vrta. On je to rastlino nabral, posadil botanični vrt in njegov vodja, njegov šef, botanik Franc Hladnik, je ugotovil, da gre za novo rastlinsko vrsto in je po svojem vrtnarju imenoval Fleischmannov rebrinec. Kasneje je to rastlino opisal nemški botanik Koch in napisal v opisu, da raste na Ljubljanskem gradu in da jo je opisal Hladnik. Takrat je nastajala v Nemčiji herbarijska zbirka, ki se imenuje Flora Germanica exsiccata, nemška posušena flora, in pri tej zbirki so sodelovali tudi kranjski, se pravi slovenski botaniki, in za vsako rastlino so morali nabrati okrog 100 do 150 primerkov, ki so potem s to herbarijsko zbirko potovali po evropskih univerzah in po evropskih muzejih, in na Ljubljanskem gradu je Fleischmannov rebrinec za to zbirko nabral Henrik Freyer, to je bil kustos Kranjskega deželnega muzeja, vendar pa urednik te zbirke, botanik Reichenbach, ni upošteval imena, na katerega jo je krstil Hladnik, ampak je zapisal, da gre to za Pastinakus silinoides, ki je bila najdena in opisana v Dalmaciji. Koch se pa z Reichenbachom ni najbolje razumel, bil je užaljen, jezen in je napisal popravek, da sploh ne gre za to vrsto, za Pastinakus silinoides, ampak za novo vrsto, in Reichenbach je kasneje ta popravek objavil. Mnogi botaniki, ki so delovali takrat na Kranjskem, so na grajskem griču ta Fleischmannov rebrinec iskali, vendar ga ni nihče več našel, se je pa obdržal v Ljubljanskem botaničnem vrtu, kjer uspeva še danes. Zanimivo je pravzaprav, da potem so ga iskali še v 19. stoletju in ga niso našli. Na kakšen način je pravzaprav izginil? Slišal sem razlago, da tudi zaradi tega, ker prej grič ni bil poraščen z drevesi, potem se je pa začel zaraščati. Ena možnost je seveda, da je izumrl zaradi zaraščanja, druga možnost pa je, da je izumrl zaradi pretiranega izkopavanja. Na to pretirano izkopavanje redkih rastlin je pa vzoril že tudi v 19. stoletju Henrik Freyer in je prav za Fleischmannov rebrinec in za kranjski jeglič in za Hladnikovo buniko zapisal, da sta redki oziroma da so redke oziroma da že izumirajo ravno zaradi pretiranega trganja. No, čisto botanično, Blanka Ravnjak,
je to neka varianta rebrinca, pastinaka, ki vsake dolgo časa pride do primerka, kjer se pokaže, da je zelo podoben čisto navadnemu rebrincu, kar dokazuje, da je iz te vrste. V bistvu gre pravzaprav za varieteto, tega navadnega rebrinca, se pravi pastinake sative, pri čemer se rastlini med sabo najbolje loči prav po listih. Fleischmannov rebrinec ima dvojno nacepljenost listov, se pravi za laika bi to pomenilo, da so lističi bolj narezljani, bolj nacepljeni, medtem ko navadni rebrinec ima bolj tako bom rekla oblika je sicer cela, z rahlo nazobčanim robom, in tudi te listne ploskvice so večje. V osnovi pa tako, kot ste že omenili, izvorno izhaja iz navadnega rebrinca, pri čemer je lahko v preteklosti kdajkoli prišlo do kakršnekoli mutacije, ki je povzročila, da se seveda torej ta varieteta, ki jo danes poimenujemo Fleischmannov rebrinec, loči od te osnovne vrste. Ker je pa že tako in tako bila populacija majhna, nekoč in pa danes je torej še manjša, to, ki jo gojimo v botaničnem vrtu, je stvar takšna, da sicer je že in pa prihaja tudi do inbreedinga, kajti gre za opraševanje, mešanje med enakimi, že v bistvu bi lahko rekli znotraj sorodstva. Incestno skoraj da. Tako, sicer je to pri rastlinah malo manj težava, in zaradi tega je tudi včasih kaljivost sicer manjša od navadnega rebrinca. In pa značilno za vrste včasih tako, da se pri kakšnih izmed potomcev nekoliko izražajo lastnosti izvorne vrste. Zato lahko tudi včasih dobimo vmesne prehode, recimo med tem klasično obliko Fleischmannovega rebrinca in pa navadnim rebrincem, pri čemer seveda vsaj v kulturi, ki jo imamo v botaničnem vrtu, na nek način vedno ločujemo, da ostanejo na gredici res samo, bom rekla, izraziti primerki Fleischmannovega rebrinca. Rekla sva, da je Fleischmannov rebrinec neke sorte odvod, varianta pastinaka sativa, torej tega navadnega rebrinca. Čisto z kulinaričnega stališča, menda je bil to pred prihodom krompirja v Evropo precej razširjena prehrana v Evropi. Tako je. V bistvu so rastlino uporabljali tako kot mi danes krompir. Korenike so kopali, jih uživali, ker so pač bogate s škrobom, tudi sladkorji in seveda kot take primerno za prehrano. No, kasneje je seveda vse to nadomestil krompir. Je pa tako, da tudi v osnovi navadnega rebrinca poznamo številne sorte, ki so seveda šle v selekcijo najdebelejšega korena, torej največji donos za, bom rekla, pri eni rastlini. Je pa tako, da glede na to, da je Fleischmannov rebrinec, kot smo že omenili, varieteta navadnega rebrinca, je verjetnost, da bi se lahko tudi ta uporabljal za prehrano, vendar seveda populacije so tako majhne, da mi ga zagotovo ne gojimo v ta namen, ampak predvsem kot varovanje vrste. No, iz njega, čisto kot zanimivost, so vaši prijatelji na srednješolskem centru nasproti botaničnega vrta v Ljubljani pripravili tudi sladoled. Tako, tudi ta možnost obstaja, kajti, kot sem že omenila, korenika je sladka, še celo potem, ko pomrzne nekoliko bolj. No in naši kolegi iz Biotehniškega centra Ljubljana so pripravili zelo okusen sladoled in verjemite mi, marsikdo niti ni pomislil, da je sladoled narejen iz takšne kobulnice. Fleischmannov rebrinec je kot endemit eden od redkih tovrstnih primerkov, torej rastlin, tukaj jih ni toliko, Blagajev Volčin je na primer znan, doktorica Nada Praprotnik. Če poskušava postaviti Fleischmannov rebrinec v vrsto razmeroma redkih endemitskih rastlin tukaj pri nas v Sloveniji. Ja, Fleischmannov rebrinc je endemit, eden od 22 endemitov, ki rastejo res samo na ozemlju Slovenije, se pravi, da državne meje ne prestopijo. Drugače imamo nekoliko širšo oznako endemičnih rastlin, ki grejo malo čez mejo, malo v Avstrijo, malo Italijo, kot recimo to je zvončica in kaj podobnega.
Moram pa reči, da blagajovčin pa ni slovenska endemična rastlina. Bil je sicer odkrit na naših krajih, kasneje so pa ugotovili, da je to balkanska rastlina in da ima v Sloveniji pravzaprav eno od najbolj severozahodnih nahajališč. Težko je prehoditi vse z rastlinami zarasle površine v državi, ki sicer ni velika, ampak še vedno za poiskati v njej en tak endemit bi zahtevalo vojsko sodelavcev, ne, in ostrih oči, ne. Tako da to je domneva, ne, nekje. Ja, po eni strani ja, po drugi strani pa recimo endemične rastline v Sloveniji pravzaprav kar dobro poznamo tudi njihova nahajališča. Je pa res, da vsak izlet, vsak sprehod po naravi nam lahko odkrije kaj novega, še neznanega. Lahko smo šli 100-krat in 100-krat mimo ene rastline, pa jo nismo videli, jo pa opazimo. Zdi se mi, da je za sploh prepoznavanje potrebno izurjeno botaničarkino oko, ker vi v botaničnem vrtu v Ljubljani se trudite, da ta redka rastlina preživi, ne? Ima nek status, nek simbol, je neke posebnosti, tudi ne nazadnje turistične namene. Nada Praprotnik je pa zanimiva zgodba z Fleischmannovim rebrincem, ki je v Ljubljani tako redka endemitska rastlina. Po poročilih botaničnega vrta v Uppsali iz nekje sredine 19. stoletja, torej malo po tistem, ko so ga dobili, so pa oni omenjali, da gre za invazivko. Kako to, da tam so jo imeli za invazivko, tukaj je pa množica ljudi, ki se spoznajo na rastline, vzdržuje pri življenju? Ja, rastlina je takrat pač zbežala, smuknila iz vrta in se je naselila na območju, sicer ravno tako v mestnem območju Uppsale. Tam je rasla več kot 20 let. Brez skrbi botanikov, tam, kjer je smuknila ven? Ja, brez skrbi botanikov, tako da so jo želeli uvrstiti v rastlinstvo Švedske. No, res pa je, da populacije niso bile zaskrbljujoče, tako kot recimo pri japonskem drežniku, in glede na to, da sedaj nima več takšnega statusa, ne, tam v bistvu ne moramo govoriti o isti invazivnosti kot dan današnji, ne. No, ampak tako kot zunanjemu opazovalcu se mi zdi zanimivo razmišljati, naprimer, vsaka invazivka pravzaprav izkazuje neko silno življenjsko moč. Ne, da se prilagodi nekemu novemu okolju. V različnih geografskih širinah pa ena komaj preživi, ena pa se razširi. Ali nam to govori o zgolj klimatskih razlikah ali pa o klimatskih spremembah? Lahko eno ali drugo, stvar je predvsem takšna, da je treba poznati na nek način izvorne dejavnike, ki vplivajo na obstoj neke vrste in njeno razširitev. In zagotovo je, da pa če pride do nekih sprememb v okolju, lahko določene rastline iz okolja izginejo, določene se seveda razširijo, če je tisto okolje potem za njih bolj primerno, ne. Je pa težko reči včasih za posamezno vrsto, kaj je bil tisti glavni vzrok, da je recimo vrsta izginila ali zakaj se je točno razširila na določeno območje. Pri takšnih zadevah so seveda potrebne zagotovo določene raziskave. Pri nekaterih vrstah se to že ve, ali je šlo za, recimo vsaj pri živalskih, za streljanje, za lovljenje, in na ta način seveda posežemo v tisto stabilno populacijo. Pri rastlinah nenazadnje tudi, ali je šlo za nabiranje, ko smo že slišali, da je lahko tudi bil vzrok izginotje potem Fleischmannov rebrinec. Lahko pa je seveda tudi kaj drugega, ne. Ali ste sicer v zadnjih desetletjih tukaj v Ljubljanskem botaničnem vrtu poskušali že posaditi rebrinec? Tukaj je pač postavljen nekje na grajsko dvorišče, a ne? Torej je bolj zaščiten, ne, saj od neposrednih
zunanjih vplivov od hudih vetrov, naprimer na Grajskem griču. Poskusili še nismo, je pa stvar takšna, ne, da imamo namen, pri čemer pa včasih, takšna reintrodukcija zahteva malo več dela, entuziazma in pa seveda tudi sodelovanja drugih ljudi. Kajti, če seveda rastlino posadimo nekam, kjer ne bo označena, kjer ne bo nihče bdel nad populacijo, ne, se kaj hitro lahko zgodi, da bo pokošena in bomo zopet na začetku. Ne. Tako da danes je pač pri takšnih tipih reintrodukcije treba mogoče majčken več dela, majčken več skrbi za to, da ne posežejo vmes kakšni drugi dejavniki, na katere pač mi tisti trenutek nimamo vpliva. Ne. Smo pa že imeli idejo, ja. Torej, dr. Jože Bocon, in če nadaljujeva z prejšnjim vprašanjem Blanki Ravnjak, ali ste že poskusili Fleischmannov rebrinec posaditi na griču Ljubljanskega gradu? V bistvu niti ni kakšne take velike želje, da bi zdaj v tem trenutku to naredili, zato ker rastlina je v bistvu kljub vsemu dragocenost. In ohranjamo jo v vrtu, kjer je rastlina zavarovana z ograjo, in v bistvu ni dostopna vsakemu. Težava je v današnjem času v tem, da rastline, ki so zelo hudo posebne, in ta rastlina je hudo posebna, so predmet tudi ropanja. In v bistvu rastlina, ki bi bila tako na odprtem, je možnost, da bi jo kdo tako potem recimo tudi si jo prisvojil in v bistvu, bom rekel, tudi finančni iztržek iz tega naredil, ker je rastlina, ki je redka, kakorkoli je, čeprav je rastlina recimo za običajne ljudi mogoče nezanimiva, za zbiratelje pa je vsekakor zanimiva in tega je v svetu še veliko, tako da smo namenoma rastlino dali na grajsko dvorišče, kjer je zavarovana, na vidnem mestu, kjer ogromno število ljudi pride, se pravi, namen smo dosegli, rastlino spoznajo vsi, ni pa, bom rekel, čisto prosto dostopna vsem. Tako da v današnjem času se v bistvu redke rastline tudi iz teh ozirov velikokrat ne nasaja na taka mesta, čisto naravo, zaradi tega, ker bi lahko kaj takega se dogajalo. To se v svetu danes v bistvu tudi gleda. V sami knjigi, ki ste jo izdali, oziroma ki ste jo pripravili, vi trije, je tudi opisano, kako popularen je bil ta rebrinc sredi 19. stoletja. Mnogi botanični vrtovi so si želeli semena tega rebrinca in ga tudi dobili. In potem sem jaz izpostavil vprašanje. V Uppsali so ga označili kot invazivno rastlino, seveda ne v pomenu naprimer japonskega dresnika tukaj pri nas v zadnjih letih. Tukaj v Ljubljani se pa strokovnjaki trudite, da bi ga pač v razmeroma izoliranem, zaščitenem okolju ohranili pri življenju. Ja, to je en fenomen, je pa dejansko res, recimo, ker ti poskusi so bili tudi tukaj, so ga ne nazadnje sadili marsikje, kot je bilo že povedano, tudi v Sloveniji, na Rožnik in pa v Tivoli. Res pa je, da mogoče rastišče tam, kjer so ga takrat sadili, niso bila najbolj primerno izbrana, ker po vseh izkušnjah, ki jih imamo v vrtu v današnjem času, bom rekel, je to rastlina, ki rabi odprto rastišče, ki rabi peskasto rastišče. In tako da je zadeva v bistvu treba dobiti primerno rastišče, potem rastlina ni težavna, da ne bi uspevala. Tudi v vrtu smo imeli te izkušnje, dokler smo imeli še te peščene grede, ker včasih se je pač rastline vkopavalo v peščene grede v glinenih loncih. To je bila pač praksa v vseh botaničnih vrtovih, v današnjem času je pač to drugače, da se pač rastline zaradi cenenosti sadi v plastične lončke, ker ni več dovolj delovne sile, se pač to ne vkopava, ker je treba potem pleta, se da na plastično folijo in je zadeva drugačna. In tam se je rastlina vedno tudi vmes pojavljala. Tako da v bistvu najboljše je peščeno rastišče. Se pravi, če dobimo rastlini ustrežno rastišče, potem rastlina sama preživlja, s tem, da jo pač treba nekako vseeno malo bolj čuvati kot kakšno drugo rastlino. Tako da bolj je tukaj pomembno, kakšno rastišče zberemo, kot pa da bi bilo recimo to, da rastlina v naravi ne bi uspevala. Je pa res, če bi jo recimo kar tako nekam zasijali, se potem zgubi tam, ker ni konkurenčno sposobna tam preživeti. Če bi pa ustvarili, bom rekel, zelo odprto rastišče, je pa tam da rastlina približno enako konkurenčna kot recimo navadni rebrinc. V travi pa ni več konkurenčna.
Imate kot botanični vrt pregled nad tem, kako Fleischmannov rebrinec uspeva v drugih botaničnih vrtovih po Evropi, nemara celo zunaj nje? Ja, v današnjem času v bistvu, bom rekel, tega pregleda ni več tako, zato ker te rastline, ki so bile recimo, bom rekel, take posebnice, so se marsikje izgubile, ne? Ker tudi v botaničnih vrtovih po Evropi so bila nihanja recimo s tem, kako se je pristopalo k rastlinam. Včasih je bil recimo v botaničnih vrtovih zelo važen kolekcijski pristop, se pravi, si imel čim več različnih rastlin. V današnjem času so pa bolj pomembni, bom rekel, primeri tega, da pokažete tudi rastišča. In je rastlin posamezne vrste več, je pa seveda zaradi tega število rastlin manjše. In tako, da se v bistvu te stvari malo zgubljajo. Je pa res, da v bistvu zdaj raziskave v tej smeri nismo delali tudi namenoma, ne zato, ker je pač to bi trajalo kar nekaj let, ker je treba pač dobiti vse vrtove, nikoli vsi ne odgovorijo, ne? Zadeve so take, da pač ti kuratorji zbirk se menjajo in potem je nekako ta zadeva malo problematična. Se pa to seveda da narediti in še vedno je recimo povpraševanje, radi bi prišli nekako do tega, kar v knjigi še nismo uspeli povsem odgovoriti, recimo kaj se je v Upsali kasneje dogajalo, a ne? To je v bistvu zelo zanimiva zgodba, vendar do zdaj recimo teh podatkov še nismo uspeli pridobiti. Seveda je to zadeva, ki zmeraj je nedokončana zgodbica, vsaka zadeva je nedokončana in je pač to predmet nadaljnih raziskav, recimo. Vsekakor pa gre za nek resnično endemit, nekaj drugega niso, vsaj dokumentirano, našli, ne? In mesto Ljubljana si z njim obeta tudi kar nekaj takšnih koristi, ki niso seveda iz logov raziskovanja in znanosti, ampak vseeno se mi zdi taka zanimiva kombinacija, no. Vsekakor je, recimo, da je Ljubljana eno rastlino, ki v bistvu samo v Ljubljani raste, to je svetovna posebnost, ne? In s tem se Ljubljana lahko pohvali, kot se lahko pohvali z, bom rekel, zelo bogato raznoliko floro za eno prestolnico, zato ker je pač na takem mestu, kot Ljubljana leži in pa seveda, ker je Ljubljana kljub širitvi še vseeno hranila vse tiste lastnosti, ki jih v bistvu je nekoč imela, se pravi, da vse te različne življenjska okolja, tako rastlin kot živali, ohranja. In to je v bistvu tisto, kar, bom rekel, Ljubljana ni bila zastonj zelena prestolnica Evrope, recimo 2016, ker je to dejansko to raznolikost ohranja. In da je pa še rastlina, ki recimo raste samo v botaničnem vrtu in recimo tukaj na Ljubljanskem gradu, to je pa samo, bom rekel, tista, če rečemo, smetanca na najboljši kavi in zakaj ne bi tako najboljšo kavo ponudili tudi tujcem, a ne, v obliki rastline, ki je tukaj, ki ima dobro zgodbico. In tujci v bistvu dejansko zgodbice ne samo, da jih rabijo, ampak tudi zelo cenijo. Ne nazadnje smo letos imeli v bistvu tistega, ki je avtor in opisal rastlino volemijo tukaj v Sloveniji in je pač ravno to povedal, ker on je še iz tistega angleškega področja, kjer so zgodbice zelo pomembne, da so jih prepoveduje, da v bistvu vsaki rastlini je potrebno dati tudi zgodbico. In to je idealna rastlina, ki ima zelo bogato zgodbico in če se tako poveže recimo vse to skupaj z Ljubljano, je to samo še ena dodatna zadeva, ki vse tiste, ki jih rastline zanimajo, pritegne, da pridejo to rastlino tudi pogledati. V oddaji so bili sogovorniki trije avtorji knjige o endemični rastlini Fleischmannov rebrinec. Medtem že pokojna botaničarka in dolgoletna skrbnica Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti, doktorica Nada Praprotnik, doktorica Blanka Ravnjak z Botaničnega vrta Univerze Ljubljana in njegov vodja dr. Jože Bavcon. Oddajo pripravljam Goran Tenze. Pogled v znanost.